Marakešu sva! To je glavni maroški trg Džema El Fna, upamo, da se tako izgovori, in pomeni v bistvu v prevodu zbirališče mrtvih ali pa tudi mošejo mrtvih. Razlagi sta dve. Ena je ta, ker so bile pred časom tukaj javne usmrtitve, druga pa tudi zato, ker se je pred leti zgodila huda nesreča, ko se je podrla mošeja in pod sabo pokopala zelo veliko ljudi. Kljub temu pa to ne gre za miren trg, to je kaos. Prodajanje vseh vrst, če hočeš se slikati s kačo, z oklenjeno opico, če bi rad poslušal muziko, karkoli rabiš, tle imajo. V Marakešu se pripravite na dramo. Tukaj bi ti vsak nekaj prodal. In je kar izčrpujoče, bomo temu rekli, ker se moraš ves čas upirati. ali šukram pomaga. Pa hkrati je še naporen tudi promet, ker nikoli ne veš, kdaj boš ti kjer ga zvil ali pa drugi tebe. Zelena za pešce pomeni samo manj možnosti, da te kdo zbije. Za nami pa je mošeja Kutubija, stolp sega 75 metrov v višino in je drugi najvišji v Maroku. Mošeja pa je bila tudi zgled za tisto v Sevilji v Španiji. Lepo. Ena bolj znanih znamenitosti Marakeša je palača Bahija, ki pomeni tudi čudovita. Vse skupaj obsega več kot 8 hektarjev celotne površine. In gremo se sprehoditi. Bahija Palace pa ni poznana samo po dvoriščih, čudovito oblikovanih, ampak tudi po poslikavah lesa, ker vidimo tukaj. Pa seveda mozaikih. Oh, wow. Wow. Tukaj je pač res čudovit vrt, ampak je treba naprej. Gremo proti Medini. In smo že v Medini. Tukaj je še bolj kaotično kot na trgu, ampak zdaj sva recimo, da že malo domača. Dajmo.
Zdaj smo pred najinim Rijadom, ki na zunaj ne izgledajo prav nič posebnega, noter se pa skriva šele pravi čar. Tole je to, gremo. Hello. Hello. Maroko ima tudi zelo veliko dobrih muzejev. Trenutno se nahaja v muzeju fotografije Maroka, kjer gledamo utrinke izpred recimo 100 let. Zvečer, polno enih stojnic, sadja in tudi hrane se kar naenkrat pojavi. Oti? Črce v pogumu. Upajmo na najboljše, ne? Če ne je pa predzadnji dan neki linek se še imamo. Whisky Marok. Hello, hello. Danes se nahajava v novem delu mesta in današnji plan si je iti ogledati vrtove oziroma žardine. Ja. Muzej je zaprt, ker je sreda, kdo bi vedel, medve žal ne, tako da greva zdaj v dolgo vrsto za vrtove. Pač malo sva se zaštrikala, mislila sva, da greva sem v muzej Yves Saint Laurent, kupva kombinirano karto za muzej in za vrtove in se izogneva dolgi vrsti. Tako se pa nisva in zdaj drek na palc, ne. Evo, buri čakanja nama je le uspelo priti v žardine, tako da za vse druge na svet kupite karto en dan prej online. A ne to sredo. A ne to sredo, ko je muzej zraven zaprt. V 30 letih prejšnjega stoletja je ta vrt zasadil, zastavil Jacques Majorelle. In tukaj je nasadil več kot 300 rastlin iz 5 kontinentov, ki jih je zbiral na svojih potovanjih okoli sveta. Tile vrtovi so res fenomenalni in tudi zato jih verjetno obišče več kot 900 000 ljudi letno. So pa tudi super prostor za insta fotke, tako da je tudi tukaj veliko vplivnic.
kaktusi, palme. Wow. Essa boa não é. Acho que não precisa era muita coisa grande. Po smrti Jacquesa Majorela je bil ta vrt v bistvu prepuščen na milost in nemilost, pravzaprav bi ga skoraj da prekopali in to je preprečil Yves Saint Laurent skupaj s svojim partnerjem, ki je vrt odkupil in ga ponovno odprl za javnost. Lepo je. Tegle? Zdaj smo pa v novem delu Marakeša, ki se imenuje Gueli. In tukaj so shopping centri, taki kot jih poznamo mi, pa reklame za luksuzne nepremičnine, lokali, evropski občutek. Žal je prišel ta trenutek, ko se poslavljava, zapuščava Maroko in zapuščava Marakeš. Bilo je eno tako čudovito potovanje, polno enih nasprotij, bi lahko rekli. Ja, to definitivno, ne, ker na eni strani so divje ulice, potem pa mirni, prijetni atriji, pa puščava, pa potem zelene oaze. Skratka, res prijazni ljudje, ampak vsi bi ti pa nekaj prodali. Tako je. Maroko je čudovit, nepozaben in svetujeva, da ga tudi vi obiščete. Definitivno. Čau, čau!